Sledeča oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Če se religiozno obnašamo, to pomeni, da se imamo za tako dobre in nad drugimi ljudmi, da mi vse stvari napravimo prav. Medtem pa nas svetopismo uči držo ljubezni, da moramo imeti do drugih sočutje in si moramo prizadevati za njihovo duhovno dobro. Religiozna drža pa nas odtujuje od nebeškega očeta in ne moremo pristopiti v njegovo prisotnost, kot bi si on želel. Napotimo se k Luku 18. poglavje in se osredotočimo na takšno držo. Ta drža je zelo varljiva. Kajti vsak, ki jo ima, noče priznati, da jo ima. Vendar vam lahko povem, da v prvih letih hoje z Jezusom in tudi potem, ko sem že bila v duhovni službi, sem bila sama prve vrste farizej. Bila sem zelo religiozna oseba. Če se to ne zlomi v vas, potem... Če imate to držo, vendar jaz ne pravim, da jo imate. Če je nimate, potem lahko kupite CD za kakšnega znanca ali sorodnika. Če se to ne zlomi v vas, potem nas Bog ne more nikoli uporabiti na način, kot on hoče. Ni se še namreč razodelo, kaj Bog lahko stori po možu ali ženi, ki mu daje vso čast in slavo. Poslušajte me, ni se še razodelo, kaj Bog lahko stori po enem možu ali ženi, ki mu daje slavo in čast, kajti kakor hitro mi sami začnemo uporabljati slavo, potem nas Bog ne uporablja več za svoje orodje. Za Boga je zelo težko najti nekoga, ki se zaveda, da brez njega ni nič, vendar pa lahko postane karkoli po njem. Kakor sem že rekla, in tole je zares samo utrjevanje snovi, da je ponižnost je najpomembnejša drža, za katero moramo prositi Boga, da nam jo podari. Od Andrewa Murraya imam neko knjižico o ponižnosti in mislim, da jo vsako leto znova in znova preberem. Ko sem jo prvič prebrala, mi je raztrgala življenje. Niti nisem mogla dojeti, kako je moja religiozna drža bila smrdljiva in ušiva. Začela sem dojemati, da če začnemo z držo samoopravičevanja, začenjamo zlorabljati druge ljudi. Začenjamo biti nestrpni s tem, ker mislimo, da so krive njihove napake in slabosti, ne vidimo pa svojih napak. Vi veste, da stvari delam zelo hitro. In tisti čas sem zelo težko shajala z ljudmi, ki se niso odzvali tako hitro kot jaz. Veste, minila so leta, da sem se naučila razumeti, da ni vsak tak kot jaz in da lahko delujem tako hitro samo zaradi Božje milosti. Če me je Bog obdaril s tem, da delam stvari hitro, da se hitro premikam, je to zato, ker mi je naložil veliko stvari, zato me je opremil s tem, k čemur me je poklical. Vendar drugi ljudje niso enaki kot jaz in namesto, da ste trdi in ostri z ljudmi. Koliko izmed vas se spominja zadnjega predavanja? Jezus je rekel, vzemite moje jarem nase, naučite se od mene, kajti jaz sem skromen, ponižen, blag in mil. Vse je odvisno od globoke notranje drže. Lukov evangelij 18. poglavje, 9. vrstica. Prilika. Nekaterim, ki so zaupali vase, da so pravični in so zaničevali druge. Namreč bili so pokončni in v napačnem odnosu z Bogom in niso delali nič drugega, kakor zaničevali druge. Vi veste, da smo pravični po Kristusovi krvi. Vendar samo, da vemo, da nas je Bog napravil po Kristusu pravične, bi nas moralo narediti še bolj ponižne. Govori o človeku, ki je zase mislil, da je pravičen in to je povzročilo, da je zviška gledal na druge in jih zaničeval. Dva človeka sta šla v tempelj molit. Eden je bil farizej, drugi cestninar. Eden je bil religiozen človek, drugi je bil grešnik. Lahko bi tudi rekli, da je bil eden mlajši brat, drugi starejši brat. In farizej, ki je bil religiozen človek, se je pred njim bahal. Če se osredotočite na besedo bahavost, vidite, da je to neka drža, ki popolnoma prežame vaše obnašanje, celo vašo pozo, barvo glasu,
O, da, Oče. Naj bo hvaljen Gospod, haleluja. Ne morem prenašati te narejene religioznosti. To povzroči, da ljudje delujejo narejeno, si privzamejo drugačno barvo glasu, ko molijo. Spominjam se cerkvene skupnosti, kamor sem zahajala, in ena žena je bila zelo prijazna. Vendar veste, ko je ona začela moliti, o, nebeški Oče, bilo je nekaj takšnega. Tega nisem mogla sprejeti, ker sem bila tudi sama ujeta. Le na koga želi napraviti vtis. Tukaj sem, Gospod. Rada te imam. Ti si čudovit. Farizej se je pred njim postavljal. Pazite, če zaidete v takšno držo. In je začel moliti. Rada imam 11. vrstico, ko pravi, da se je postavljal in začel moliti, pa čeprav je molil pred sabo in sabo. On niti ni govoril Bogu. V osnovi se je le poskušal postavljati, impresionirati druge. Ali ste se kdaj ujeli, ko ste molili v skupini in ste skrbeli, kako bi najbolje zvenelo za druge, namesto da bi resnično govorili Bogu? Dajte no. Ali sem samo jaz tista, ki to lahko prizna? To je tudi rekel farizej. Bog, zahvaljujem se ti, da nisem takšen kot drugi. Pomislite na to, kdo bi to izrekel. Veste, mnogi izmed nas tega ne bi izrekli. Vendar, ko slišimo o kom, da je nekaj napravil, in rečemo, jaz tega ne bi nikoli napravil. Vi niti ne veste, kaj vse bi počeli, če bi vas Bog pustil nekaj časa same. Dajte no. Vemo, kaj v danih okoliščinah ne bi storili, ko imamo svetega duha v svojem življenju. Vendar, če se njegove roke odmaknejo le za nekaj minut, že ne vemo, kaj moramo storiti. Torej ne bi smeli gledati na druge ljudi, ko grešijo in reče, o, jaz ne bi nikoli. A lahko verjameš? Ali si slišala? To je drža samoopravičevanja. Zahvaljujem se ti, Bog, da nisem tako kot drugi ljudje, izsiljevalci, roparji, sleparji. Vidite, farizej je gledal na to, kar so oni napačnega storili. To res ni prav, vendar on se ni zavedal, da njegova drža v delovanju drugih ljudi je v Božjih očeh celo slabša od tega, kar oni delajo. Ali je možno, da bi nekdo grešil in bi bila vaša drža celo veliko slabša od njihovih dejanskih grehov? A si lahko predstavljate? V svojem življenju sem velikokrat premišljevala ta odlomek. Kajti sama sem bila tista oseba, ki pravi, delaj prav. Če ne boste delali prav, bom vam to tudi povedala. Veste, kaj vam povem? Povedala vam bom skrivnost. To besedilo v Matejevem evangeliju 11. poglavju, ki sem ga sinoči prebrala, vzemite nase svoje jarem in učite se od mene, kajti jaz sem skromen, ponižen, blag in mil. Pravzaprav sem si ta odlomek izrezala ven in sem ga nosila v denarnici s seboj mnoga leta. Tako sem zaslutila v sebi to smrdljivo držo, sem ga takoj potegnila ven. In listič recitirala. Kajti vzgajal me je oster, trd, rezek moški, ki je vsakega obsojal in se držal svojih pravil. Veliko slabega sem žal prevzela po njem, pa čeprav nisem hotela biti kot on. Zato vas danes prosim, če se nagibate k obsojanju, kritičnosti, če imate vse kakšno nagnjene, da gledate na druge zviška.
Vem in tudi vi veste, tega nihče ne mara. Rekli boste, jaz nisem takšen. Dobro, toda koga se izogibate, koga izločujete, koga varate? Kako se obnašate do revnih? Kako bi se odzvali, če bi z obrobja mesta nekdo pripeljal ljudi in jih prav tukaj pustil? Nekateri izmed vas bi se strinjali, drugi zopet ne. Paul Scanlon je imel podoben primer. Njegova cerkvena skupnost je izrazila mnenje, da ne želijo takšnih prostaških ljudi. No dobro, vendar Jezus je prišel prav zaradi posebej zakrknjenih grešnikov. Kaj je narobe danes s cerkvenimi skupnostmi? Mi sedimo tukaj vsi lepo oblečeni in tako siti, polni vsega, da bomo počili, ter spodbujamo duhovnike, da se neprestano vrtijo okrog nas, tako da nihče nima niti časa iti ven in služiti komu, ki potrebuje pomoč, ker nas neguje tako, da smo le mi srečni in prihajamo v cerkev. No, a veš, duhovnik je šel tik poleg mene in mi ni nič rekel. Danes vas nekoliko izzivam, upam, da ne bom prišla v težave. Koliko izmed vas se strinja, da Bog prezira takšno držo? Vi veste, zakaj govorim o tem. Ker sem pravkar prebrala celotno knjigo, stvar, ki jo morate razumeti, da nadzorujete te stvari, kajti drugače se vam bodo priplazile pod kožo. Ljudje me sprašujejo, kaj največ študiram. Porabim veliko časa, da uspem biti pokončna, kajti vam nimam kaj povedati, če bom prišla sem in bom zabavna, ali pa vam poskušam povedati obilo stvari, ki se jih tudi sama ne držim. Berem knjige o ponižnosti, prebiram knjigo o odpuščanju, prebrala sem pripoved o starejšem in mlajšem sinu. Zagotoviti si hočem, da nisem podobna starejšemu sinu, ki viha nos nad nekom drugim, ker mislim, da ne spada ravno v isto družbo. Žalostno je to, da se mi lahko tega nalezemo, preden se sploh zavemo. Farizej je bil bahav. Vesel sem tega, da nisem kot drugi ljudje, bla, bla, bla. 12. vrstica. Postim se 2-krat na teden. In dajem 10% vsega, kar zaslužim. V cerkvi sem vsakič, ko se vrata odprejo, pozdravljam ljudi, sem v pevskem zboru, sedim v prvi klopi. O, prisluhnite, tudi jaz sem bila takšna. Spominjam se, ko je bilo zame najbolj pomembna stvar na svetu, da je moje ime bilo napisano na parkirišču pred cerkvijo. Da sem imela svoje ime na klopi v cerkvi in sicer druga klop na sredi. Nihče se ne more usesti na moje mesto. Nihče ne more parkirati na moje mesto. Pomembno je, da imam svoje ime v službi na vratih. Prišla sem v službo, vendar sem bila tako žalostna zmešnjava, ko sem si mislila, da je to najpomembnejša stvar v življenju. Morala sem se odpraviti v svinjak in preživeti nekaj stisk, preden sem lahko rekla, napravi me, o Bog, to, kar ti hočeš, da sem. Vse te stvari so samo smeti. Kaj je rekel apostol Pavel? Vse to sem imel, bil sem farizej izmed farizejev, najbolje izobražen iz najboljše družine. Jaz sem bil to in ono, spoznal sem vse to in vse to so smeti. Vse to je blato, če ga primerjam z vedenjem in močjo tvojega vstajanja, ki me dviguje od mrtvih, tudi ko sem še telesen. Dopustite, da prosimo Boga za držo ponižnosti, da lahko skrbimo za potrebne. Tako lahko storimo več, kot pa samo prepevamo svoje pesmi, ploskamo z rokami, pozdravljamo in sploh ne stopimo v svet, da bi komorkoli pomagali. Povedala vam bom zgodbo o ženi, ki je prihajala na moja srečanja pred kakšnimi 20 leti. Rekla je, da je začela moliti zame, ker je čutila, da izgubljam maziljenje. Kajti, ko je ona prihajala, ni več čutila, da je nahranjena. Šla je pred Boga. Bog, Joyce me ne nahrani več duhovno, zanima me, če ona grešila v svojem življenju. In Bog je začel govoriti v srcu. Rekel ji je, ti ne dobiš nič več, ker si tako sita, polno vsega, ni več prostora, da bi še kaj dodal. In tudi ne boš nič več dobila, če ne začenjaš dajati ven nekaj tega, kar sem vsadil vate.
Problem ni s pridigarjem, problem je z vami, ker ne delate tistega, kar vam pravijo. Ni pomembno, kako zelo vam je nekdo všeč, če samo sedite, poslušate, greste domov in nazaj ter ničesar od tega ne storite. Kaj kmalu si boste mislili, da morate iti nekam drugam, ker naenkrat nimate več nič hrane. Ko je naslednjič ta ženska prišla na moje predavanje, jo je Bog poslal z drugačno držo. Želim, da hodiš letos na predavanja, veselila se boš teh predavanj, vendar želim, da poiščeš koga, ki mu boš zares blagoslov. Vzemi denar, bodi pripravljena, da kupiš knjige, CD-je, tistim, ki si jih ne morejo privoščiti, poišči koga, ki je pobit, žalosten in ga dvigni in mu daj besedo spodbude. Takšni bi morali biti. Dobro, jaz grem danes samo malo v cerkev, da dobim svoj blagoslov. Gotovo mi bo duhovnik naklonil kakšno besedo. Vi ne potrebujete novih besed, dokler ne začnete izpolnjevati starih. Tako si želim, da bi videla ljudi rasti. Zavedam se, da če ne gremo k koreninam slabe drže in slabega obnašanja, potem je vseeno, kaj Bog stori za vas. Napravil vam bo morda več škode kot koristi, če stvari niso urejene v vaši notranjosti. Kaj se zgodi, če imate drevo, ki je težko obloženo s sadeži, vendar nima močnih korenin? Prva nevihta ga bo podrla. Mi moramo biti zakoreninjeni in vsajeni vanj v njegovo ljubezen. No, starejši brat je imel držo zelo podobno moji nekdanji drži. Napotimo se nazaj k 15. poglavju Lukovega evangelija. Luka. Ali ste vsi v redu? Torej, mlajši brat je prišel domov in oče mu je takoj priredil gostijo. Vi veste, da ima Bog rad zabave, vendar pa religiozni ljudje tega ne marajo. Zabave jim gredo na živce, ker v sebi niso zares veseli ljudje. Spominjam se časov, ko je David igral in se zabaval, jaz pa sem se osredotočala samo na delo. Morala sem opraviti delo. Odšli smo v supermarket, on se je igral z otroki, jih vozil vozičko po trgovini in ker je velik, je lahko vrgal toaletni papir v moj voziček čez vrsto in me je gledal, če bom znorela. In jaz sem bila tik pred tem, da izbruhnem. Da sem poročena s tabo, kot bi bila poročena še z enim otrokom. Nekoč mi je rekel, Joy, za božjo voljo, saj se samo malo zabavam. Rekla sem mu, nisem prišla sem, da bi se zabavala. Nisem v trgovini za zabavo. Ali vidiš ta dolg nakupovalni list? Sedaj se števam, saj imava le $70 za nakup. Jaz poskušam, da ne presegava najinih izdatkov, poskušam nahraniti otroke, hočem imeti to špecerijo, spravi jih v voziček, pojdi do blagajne, spravi jih v avto in jih pelji domov. Dajte no, religiozni farizej. Tako slabo se obnašamo doma za zaprtimi vrati. Vendar pa, ko stopimo v cerkev, hvaljen bodi Gospod. Slava Bogu. Nazaj v avto in sva se prepirala ves čas do doma. Nato sem imela kakšnega soseda, ki je zapadel morda v greh in jaz sem bila na tem... Bog, pomagaj nam. Torej, starejši sin je bil na polju, ko se je slovesnost že začela. Oče dal ubiti rejenega telička, sinu je dal najlepši prstan, najboljše sandale, najboljšo obleko.
On je bil tako ganjen, da je njegov izgubljeni sin prišel nazaj in rekel, oče, v meni je zmešnjava, ali bi me prosim sprejel nazaj. Bog, preoblikuj me, napravi karkoli hočeš. Torej, zabava se je že raznela. Tako hitro, ko rečete Bogu, Bog, napravi me za karkoli hočeš, vam povem, da se zabava že začne. Veselje se bo vrnilo v vaše življenje. Kakor hitro se ne poskušate več boriti z Bogom, se bo veselje vrnilo. No, starejši sin je slišal zvoke slavja. Že oddaleč je slišal govor in glasben je vprašal služabnika, kaj to pomeni. O, tvoj mlajši brat je prišel domov in oče tako vesel tega, da se je vrnil. Tvoj brat je prišel in tvoj oče dal ubiti rejenega telička, ker ga je dobil nazaj. Starejši sin je bil jezen, v njem se je kuhal bes in ni hotel vstopiti. Nato je prišel njegov oče in ga je začel prositi, naj vstopi. Prosim, vstopi in se veseli z nami. Vendar je on rekel svojemu očetu, poglej, vrsto let ti služim. Farizeji so zelo dobri računovodje. Oni natančno vedo, kolikokrat ste grešili in kolikokrat niste. Oni vedo, koliko ur na dan molite. Oni vedo, koliko poglavij Svetega pisma preberete na dan. Verjetno pa se ne spominjajo vsebine. So pa dobri v računanju. In če kdaj naredite kaj narobe, vas lahko spomnijo na karkoli, kar ste kdajkoli narobe storili. Vsa ta leta, ko sem ti zvesto služil, nisi nikoli nič storil zame. Nikoli nisi nič storil zame. Nič nisi storil zame. Kako neumna izjava je to? Oče mu je rekel, sin, vse, kar je moje, je tvoje. Ti bi lahko imel zabavo, kadarkoli bi hotel. Ti bi lahko imel, kar bi hotel. Vidite, težava je v tej farizejski drži, da se ne morete veseliti ničesar, kar vam je Bog dal na razpolago, ker ste preveč zaposleni, da gledate zviška na kogarkoli drugega. Nisem se mogla veseliti svojega življenja, dokler se nisem naučila ljubiti ljudi. Imela sem razvejeno misijonsko službo, vendar se nisem mogla veseliti v resnici, ker se še nisem naučila ceniti ljudi in jih ljubiti. To je šele možno, ko se naučite ljubiti in spoštovati ljudi, ko se veselite osebe, ki prejme blagoslov. Ko se veselite, da jim je Bog naklonil zabavo, ko ste veseli, da je Bog na njihovi strani, ko se veselite zaradi drugih, si zagotovite, da ste podobni mlajšemu sinu in ne starejšemu. Želim, da ste takšna oseba, ki reče, Bog, napravi me, kar ti hočeš napraviti. Ne recite, jaz sem nekoliko boljši od drugih. Prosite Boga, da vam odzame religiozno držo, ki bi si jo lahko pridobili, in ga tudi prosite, da vam jo pokaže, če si jo privzamete. Zelo previdni bodite, ko obsojate druge ljudi in pravite, jaz tega ne bi nikoli storil. Molite za ljudi, ki so v grehu. Molite za ljudi, ki so izven prijateljstva z Bogom in se vedno zelo, zelo veselite ljudi, ki so blagoslovljeni. Naj končam z naslednjim stavkom. Če tudi se starejši sin ni hotel udeležiti zabave, je oče še vedno imel zabavo. Od vas je odvisno, ker Bog ima zabavo, ali hočete iti na zabavo ali nočete. Amen. Amen. No dobro, vem, da sem nekoliko dlje pridigala, kot je bilo predvideno, vendar so mi rekli, da lahko. Če Jezusa niste postavili za Gospoda v svojem življenju, potem upam, da ste z današnjo priliko spoznali, da so njegove roke široko odprte in čakajo na vas, da se vrnete. On vas ne bo presojal ali obsodil. Veste, kaj vam povem? Da zabava bo še vedno na razpolago. Bog bo na vas izlil najboljše, če samo rečete, Bog, napravi me takšnega, kot ti želiš. Če ste danes tukaj in niste še nikoli izročili svojega življenja Kristusu, mogoče hodite v cerkev, vendar niste zares izročili svojega življenja Kristusu. Nikoli niste bili pripravljeni, da se odpoveste grehu in da se izročite njemu. Ali pa ste odpadli morda in se danes želite z vso resnostjo vrniti k njemu. Skupaj zmolimo. Oče Bog, ljubim te.
Jezus, verujem vate. Verujem, da si zame umrl. Verujem, da si zame prelil svojo kri. Verujem, da si vstal od mrtvih. Ti si živi Bog. Želim, da si v mojem življenju. Vem, da sem grešnik. Prosim, odpusti mi. Jezus, jaz te sprejemam. Ti si moj odrešenik in moj Gospod. Ves se ti izročam. Dajem ti to, kar sem, in dajem ti to, kar nisem. Preoblikuj me po sebi. Pomagaj mi misliti, kot misliš ti. Pomagaj mi ravnati, kot ti ravnaš. Hvala ti, ker me ljubiš in da si rešil mojo dušo. Amen. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.